prijatelji, mladenči in mladenke. Ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, se spominjamo razsežnosti slovenskega naroda, razsežnosti, na katerih je naš narod gradil svojo prihodnost. Slovenski jezik nas je skozi zgodovino spremljal na vseh področjih življenja, bil je orodje za rast in plemenitenje slovenskega naroda. Slovenski narod je velik in edinstven. V svoji zgodovini namreč skriva nešteto usod posameznikov, ki so si upali in so verjeli. In verjamemo tudi mi, zato je prav, da se ob tej priložnosti spomnimo na Franceta Prešerna, našega največjega pesnika, ki mu usoda ni namenila srečnega življenja. Danes se nam zdi, da je vse življenje iskal neki notranji mir. Nikoli ni bil bogat, a nam je vseeno zapustil neprecenljivo bogastvo. Veličine njegovega duha ni mogoče odkriti. Vsak rod ga doživlja po svoje in nobena interpretacija njegove poezije ne more biti dokončna. S današnjo proslavo se tudi Srednja prometna šola Maribor s spoštovanjem poklanja spominu na našega velikega poeta Franceta Prešerna in na njegove mokrocveteče rožice poezije. K slovenski kulturi bomo dodali svoj delček kulture, te in takšne, ki jo zmoremo in jo obvladamo mi mladi, dijaki naše šole, ki hočemo biti del slovenske kulture in smo del slovenske kulture. Kdo je ta pesnik, ki nekoč nam pesmi take je zapel, da z njimi iskro je prižgal? Prižgal je iskro, ki še tli, prižgal je iskro, ki žari, prežene noč in osvetli nam dneve mraka in brezupa. O svoji vrbi je zapel, vsa hrepenenja v pesem zlil, k uporu sužnje je budil. In v svoje krhke poezije stkal verze, ki jih pomni vsak. Kdor ve, kje korenine so, kdor ve, kaj je tlačaniti, kaj biti svobodnjak. Za pesnika se je rodil on, ki odprl je širjave, razglede nove za svoj rod. Mu v vrbi zibelka je tekla, se s pesmijo je vračal tja, kjer so topoli do neba se vzpeli. Tu je bil doma. Ko srečo zlo je vso spoznal, zavedno v vrbi bi ostal. A srce plalo je nemirno, svoj rod je ljubil neizmerno, najlepše stihe zanje pel. Zdravljico točil nam je up, da sta zbežala smrt obup. Zdaj vračamo se vseh poti spet vrbo, da spet oživi ponosna misel pesmi cvet, ki še obljublja boljši svet. Bil je poet in videc, prerok bolj jasnih dni. Za čase, ko nam je bilo hudo, zapel je verze o vremenih, ki krajncem bodo se zjasnila. Je za naše dni beseda ta spregovorila. Zapel zdravljico svojemu rodu, ponosen, da na tleh je teh doma. Kot vrele živ beseda mu je pela, od tresti spon se vseh je hrepenela. Poet in videc in učitelj naš, za včerajšnji in za današnji čas.
Pere Lainšček pesem o fantu. Ko zjutraj bo pesem že legla, med sence na robu spomina, kitari bo nekaj ostalo in zunaj bo čudna tišina. Na mizi bo mrtva resnica, kaj vse so nam vzeli, kaj dali. Krčmar bo zaspal brez računa, le luzeri bodo ostali. Odšel bom iz tvojega mesta, tja proti svetlobi na koncu. Nekoč bom umrl za svobodo, na trgu, ki dviga se k soncu. Živela bo pesem o fantu, ki duše ni hotel prodati. Po ulicah vaših je hodil, ostal je za zmeraj pred vrati. Ko svet bo drugačen čez leta, ti roža bo v prsih cvetela. Takrat boš spet noro ljubila in zopet lahko boš verjela. Verjela boš lepim besedam, verjela boš zjutraj tišini. Verjela boš fantu s kitaro, ki tiho bo šel med spomini. V Ljubljani pred Frančiškani že mnogo let obronojet mož stoji. Turobno čaka, da se ga vila, ki nad njim lebdi, bo z vejico čarobno dotaknila. A naj si vila še bolj roke steza in si želi, da bi ga oživila. Na prste stopa, se napreza. Ne more, saj sama je ujeta v čarovnijo, v bron, v čas, v umetnijo. Iskal sem odgovor, kaj je poezija, in ga nisem našel. Iskal sem odgovor, čemu je poezija, pa ga tudi nisem našel. Vem le to, da je vsak človek nekje pesnik. Pesnik po svoje, čeprav malo kdo poje. Tisto nekje, človek in čas in svet pa je morda poezija. Zase bi želel samo to, da bi pesmi same odgovorile. Je zapisal to na Pavček. Sledijo avtorske pesmi naše dijakinje Larise Teskač. Ko v sobi se učim, razmišljam, kako se mučim. Ko enostavno lahko bi s tabo gledala v zvezdno daljavo. Odpelji me v strani tu, v daljno tvojo deželo, kjer živela bova veselo, kjer skupaj bova brez skrbi, kjer spet gledala bova zvezdno daljavo. To zvezdno daljavo, kjer zvezde se igrajo, pod zvezdno daljavo pa midva, kjer si zaželiva, da to zvezdno daljavo gledalo bi staro in mlado. Objem ljubezni. Ko jutranje sonce zjutraj me zbudi, takoj tvojega dotika si zaželim. Odprem oči, pred mano ti, pogledam globoko v tvoje oči. Res ne vem, kakšna je ta tvoja moč, ki daješ mi jo vsako noč. Preden v objemu skupaj zaspiva, glej, že v objemu se v nodan zbudiva. Najlepše zbuditi se je s teboj, saj vem, da spet nežno ravnal boš s menoj. A glej, ko spet noč pridrvi, tebe si še bolj zaželim. Zdaj ne moreva več od tukaj, poglej, spet v objemu ljubezni, zaklenjena sva skupaj. Življenje. Življenje je lepo, ampak moramo vedeti, da življenje ni kar tako. Razumeti moramo, da življenje ni hiša ali kakšna miša. Lahko bi bilo drevo, vendar ne vedno zaviti na levo. Življenje ni avto, saj je preveč zlato. Življenje je življenje in eno veliko mišljenje, lahko pa tudi poštenje. Zato prosim, uživaj življenje in pusti trpljenje. Kultura pa niso le besede, verzi, poezija. Kultura je tudi glasba. Pravzaprav je včasih z glasbo mogoče povedati več kot z besedami. Nihče ne ve, odkot je, sem med nas prišla. Prišla je prav potiho, zdaj jo vsak pozna. In vsi bi hoteli malo z njo zagrabiti morje in nebo in zraven še ljubezen, da bo res lepo. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre metiše
in sonce odgori. Takrat me spomni na te, na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Preveč sva se ljubila, da bi slišala, kako jo je prineslo tja med naju dva. Na koncu sva našla par besed, kako bo ljubezen rešila svet, in tisto melodijo še vedno znam zapet. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre me tiše in sonce odgori. Takrat me spomni na te, na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre me tiše in sonce odgori. Takrat me spomni na te, na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Kaj je kultura? Kaj pomeni biti kulturen? Kako lahko rasteš s to kulturo? Ali si sam del te kulture? To so vprašanja, na katera so poskušali odgovoriti naši sošolci. Kultura bogati naše življenje in hrani naše duše. Prihodnost nas vodijo dosežki posameznikov na različnih področjih. Kultura, vrednote, pripadnost. Kultura ni samo tisto, kar spodbujamo, ampak tudi to, kar dopuščamo. Kultura nam mora postati cilj, kajti le, če si postavimo cilje, jih bomo tudi našli, ob tem pa še toliko pomembnejše, da se zavedamo svojih korenin in poznamo svojo preteklost. Če si cilje postaviš visoko, boš našel poti, da jih dosežeš. To pa je mogoče le, če se zavedaš svojih korenin in so tvoj temelj. Samo narod, ki se zaveda svojega bogastva v ljudeh, svojih posebnosti in svojih odlik, se lahko hrani, razvija in izstopa v krogu mnogih narodov. Če poznamo in cenimo svojo preteklost in tiste, ki so jo ustvarjali, lahko rastemo v prihodnost. In mi, mladi, smo prihodnost slovenskega naroda.
Aziz Pahić je dijak drugega letnika naše šole in se sedaj že kar nekaj let ukvarja s prav posebno umetnostjo, z izdelavo 3D origamijev. Letošnji kulturni praznik bomo tako obeležili tudi s priložnostno razstavo njegovih del. Origami je spretno, umetniško pregibanje papirja v različne oblike in izhaja iz Japonske. Navaden origami je nastal zelo hitro, povezujejo ga celo z nastankom papirja. 3D origami pa je nekoliko kasnejšega datuma, pojavil se je v 13. stoletju. Aziz se je s tehniko origami prvič srečal med zimskimi počitnicami leta 2015. Bil je doma, nič ni imel za početi in bil mu je dolgčas. Slučajno je po televiziji videl oddajo, v kateri je neki fant izdeloval 3D origamije. Bilo mu je zelo zanimivo, zato je takoj začel brskati po spletu, da bi videl, kako se to izdeluje. In potem je počasi začel izdelovati svoje prve modele. Prvi izdelek je bil model manjšega laboda. Za ta izdelek je takrat porabil kar 5 dni. Danes, na primer, pa ta model izdela v 3 urah. Vzorce pa navadi najde na spletu, poišče različne videoposnetke na YouTubu ali pobrska za fotografijami na Instagramu ali drugih družbenih omrežjih. Včasih je dovolj, da vidi zgolj fotografijo, ki ga pritegne, in potem sam naredi skico in načrt, kako se bo lotil izdelave. In kateri je njegov najljubši model za izdelavo oziroma katere modele je že ustvaril. Povedal nam je, da najraje sicer izdeluje labode, ker so najpreprostejši za izdelavo. Drugače pa je njegov najljubši model do zdaj izdelava modela letala iz 2. svetovne vojne. Zanj je porabil kar 2,5 do 3000 delcev. Do sedaj je že izdelal novoletne jelke, miniončke, na pamet zna izdelati 12 vrst labodov, pava, zajca, ribico malega Nema. Vedno znova išče nove ideje. Priložnostno razstavo Azizovih 3D origamijev si lahko ogledate v vitrini v naši šolski jedilnici. Azizu pa vse čestitke in pohvale ter še veliko ustvarjalnih idej.
8. februarja je kulturni dan. Dan, ko slavimo kulturo. Besedo kultura bi morali pisati z veliko začetnico. Zaradi kulture smo obstali, zaradi kulture smo preživeli. Ohranili smo svoj jezik, ohranili svojo identiteto, svoj prostor pod soncem. Tudi v času, v katerem živimo, je zelo pomembno ohranjati lastno identiteto, lasten jezik in umetnost. Uporabimo moč kulture in umetnosti, da ohranimo svoj prostor pod soncem. Zato praznujmo kulturo, udeležujmo se kulturnih in umetniških dogodkov. Sami ustvarjajmo kulturo in umetnost. Dragi dijaki, praznujte kulturo, pa ne samo 8. februarja, ampak celo leto. Bodite ustvarjalni, imate mnoge talente. Negujte jih. Trudite se za ohranjanje slovenske identitete, slovenskega jezika in slovenske kulturne dediščine. Lep praznik kulture vam želim. Želimo vam zares Prešeren jutrišnji dan slovenske kulture. Želimo vam, da bi kultura bogatila naša življenja in hranila naše duše. Želimo vam, da bi imeli radi in bi spoštovali našo deželo, njene ljudi, naš prelep slovenski jezik, ki se mora v zgodovini boriti za svoj obstoj. Bodimo ponosni na to, da imamo svojo državo, svoj jezik in svojo bogato kulturo.